Labirint, zmaj in samorok so vodniki po razstavi o skrivni moči simbolov, o njihovi brezčasnosti in aktualnosti v sodobnem svetu. Simboli so za človeka vedno predstavljali most, povezavo med snovnim, materialnim svetom in dušnim bitjem. Mark Aurelij, veliki filozof in vladar, je v svojem dnevniku zapisal: globoko v tebi se skriva izvir dobrega, ki nikoli ne presahne, če nenehno iščeš. In prav simboli so na poti k najboljšemu v nas, svetlo vodilo in opora, če se jim le znamo približati in razbrati njihov skrivni pomen. Dejansko moramo se zavedati, da simboli imajo dvojno naravo. Ena je ta zemeljska narava simbola, drugo je pa tista, lahko bi rekli, nebeška narava, oziroma to simbol, konkretno telo simbola nas proba povezati s tistim arhetipom, z idejo, ki jo simbol nosi v sebi. In pravzaprav to je tisto bistvo simbola. In simbol je neopisljiv, nerazložljiv, razumu izmuzljiv. Zaradi tega se nam zdi tako tuj. In čeprav se ta zadeva morda zdi tako abstraktna, ko govorimo, ni tako. Je zelo življenjska, ker če mi pogledamo, če izhajamo iz sebe in če skušamo povedati nekaj nam najbolj intimnega, nekaj, kar je nam sveto, razložiti naše osebne izkušnje, čustva, občutke, enostavno smo zmedeni, ne da se. Probam to razložiti, probam pisati, probam definirati, vsaka definicija nekako je omejitev. Ubil sem na en način tisto svoje stanje v čisti obliki. Zaradi tega, bolj ko se trudim, bolj vidim, da začnem pisati poezijo. Ker pravzaprav začenjam podajati slike in pomočjo teh slik bralca ali poslušalca dvigniti do tega, da on sam pride, da on sam začuti to moje stanje. On mora to odkriti, ne da mu definiram, ne da omejim. In zaradi tega vidimo, da pravzaprav zato, da bi izrazili tiste najbolj globoke naše občutke, ne morem razumsko jih definirati, ampak moram naslikati. In to je narava simbola. Simbol samo proba povezati človeka z bistvom simbola. Eno je telo, drugo je pa bistvo tega simbola. Recimo, da ena stvar je meni simbol, da imam jaz na polici en meč, ki zame pomeni simbol. Meč kot simbol in pravice, in odločnosti, in volje predvsem. Isto je kot pri meču kralja Arturja, v mitu kralja Arturja, ko je meč, ki je vertikalno zapičen v skalo, pomeni volja, ki mora se zapičiti v materijo in urediti kaos materije. In kralj Artur je edini, pravzaprav tisti, ki lahko izvleče ta meč, samo pravičen in kralj z močno voljo lahko pravično uredi družbo. In pravzaprav o tem govori en meč. In če meni meč nekaj pomeni, imam en odnos do tega simbolizma meča, on mi bo v meni zbudil eno vertikalnost, eno odločnost, eno moč za soočanje s težavami, ki jih srečam vsak dan. Pravzaprav to je praktična uporaba tega simbola. Je na polici, vsako jutro, ko ga vidim, vsak dan, ko grem mimo, me spomne in jaz sem tak, jaz sem ta meč. Meč enega samuraja ni bil samo za praktično uporabo, ga imaš ob sebi, enostavno oživi to pokončnost, odločnost in pravičnost v človeku. In to je praktičnost teh simbolov. Rabimo jih. In pravzaprav simbol pomaga človeku na svojem vzponu k modrosti, prebuja v njemu ene nove elemente in drzno bi si reči, da so simboli nepogrešljivi v tem smislu. Celotna razstava bi lahko rekli, da govori o poti človeka. In tako so na začetku
Prvi del razstave govori o zakonitostih vesolja, drugi del govori o zakonitostih človekove duše in tretji del o delovanju, ki ga moramo opraviti na tem svetu. In tako morda bi lahko vse povzeli tudi v parih simbolih. Eden ključnih je tu simbol labirinta, kajti mislim, da vsak od nas bi se strinjal, da je naše življenje pot. In to, da smo pogosto izgubljeni v tem našem življenju, težko sprejemamo ene odločitve in pogosto nam je vsak korak uganka ali gremo v pravo smer. In bi lahko rekli, da je to kot naše življenje kot en labirint. In zanimivo je, če pogledamo ta prikaz labirinta v Chartru ali pa stari prikaz rimskega labirinta, da pravzaprav to ni tak labirint, kot smo ga navajeni, poln enih slepih ulic. Pravzaprav je pot ena. Torej, to pomeni, da tudi mi, ko korakamo v življenju, pa čeprav se nam pogosto zdi, da kot da smo zašli, kot da smo v slepi ulici, da pravzaprav je to samo en ovinek v našem življenju, ampak da pot vedno gre naprej. In da pomembno je le to, da vztrajamo. Če bomo vztrajali, bomo prišli do cilja, do središča tega labirinta. Pravzaprav iščemo središče. Morda iščemo središče samega sebe, kjer bomo končno našli svoj mir, kjer bomo končno našli odgovore, ki jih iščemo v življenju. Zvezda je ideal, v katerem gremo. Poslušati klic te zvezde pomeni poslušati svoj notranji glas. In če ne poslušamo tega notranjega glasu v svojem življenju, lahko končamo na koncu življenja razočarani in se čutimo, kot da nismo živeli to, kar bi morali. In še en pomemben simbol, ki bi bil v povezavi z labirintom, pa je sekira labris, to je dvorezna sekira, ki ima rezilo navzven in navznoter. V mitu o Minotavru je Tezej za to sekiro sekal in si pomagal prebijati pot v središče. In zakaj dvorezna? Ker je simbol našega delovanja v svetu. Ker vedno, ko delujemo navzven, delujemo tudi navznoter. Ker kolikor teme premagamo samemu sebi, toliko smo dolžni tudi pomagati, razsvetliti v temo sveta okrog sebe. In obratno, koliko si želimo izboljšati svet okrog sebe, toliko bo to nujno vplivalo tudi na nas. Samorok je glasnik boljšega sveta in predstavlja moč za premagovanje izzivov, saj njegov rok prebada temo. To ga povezuje tudi s simbolom zmaja. Bitka z zmajem, ki je varuh modrosti, simbolizira preseganje težav in pogum, da postanemo vladarji notranjih zakladov. Eden od ljubih simbolov mi je simbol ptice. Pomeni gledati na stvari od zgoraj. Vedno smo preveč ujeti v težave vsakdana, v to težo materije. In simbol ptice pomaga, da vidimo, kaj je sploh pomembno, kaj je nekaj vredno in kaj so stvari, ki nimajo večje vrednosti. Če sledimo skrivni govorici in melodiji simbolov, bomo slej ko prej našli tudi harmonijo, ki jo simbolizira lira. Harmonijo med notranjim in zunanjim, med besedami in dejanji, med tem, kar človek nosi v sebi in tem, kako živi. In samo v tej harmoniji se lahko človek uglasi z glasbo življenja.